Potem kriterij za izbiro zdravljenja, pa imamo malo bolj hiter. Sodelavc Lothar Hirnše, mi je bila ta študija zelo pomembna, ki je delal z dr. Johane Budvig. Poznate Budvigovo dieto, 7-kratno nominiranko za Nobelovo nagrado. No, on je naredil študij, kdo preživi raka. Študij temeljil na nekaj 100 rakavih bolnikih, katerih bolezen je napredovala do zadnjega stadija, a so se potem pozdravili. Dejavnike povezane z zdravitvijo bolnikov je sistematsko razdelil v 3 skupine. Prvič, 60% ljudi se je pozdravilo z razstrupljanjem. Drugič, 80% preživelih se je pozdravilo, ko so spremenili svoje prehranske navade. Tretjič, energijski učinek oziroma zavedanje 100% ozdravelih je spremenilo svoje življenjske navade. Tle smo. Torej, marsikdo me je med odmorom zdaj sprašoval, imam tega raka, imam onega raka, kaj ni naredim in tako naprej. Tomas Keller je dobro povedal, še tudi pridemo do tja, da je rak neonski napis, ki pravi, spremeni način življenja, drugače te ubijam. Ampak, ne se bat raka in besede rak, zakaj? Ker rak ni prišel nas ubiti ali pa uničiti ali pa karkoli. Zato te malo šokiram, ker jaz na te stvari precej drugače gledam. Rak vas je prišel pozdraviti. Najbolj všeč mi je bil izraz od Anite Morjani, ki je rekla, strah je tisti, ki je mene ubijal. Rak me je pa prišel pozdraviti. Ampak že prej sem na svojih intervjujih, še prej sem jo poznal, ali pa bral njeno knjigo, sem ravno o tem govoril. In je bila prav fascinirana tudi, kako v bistvu razmišljala isto, pa čeprav sem imela različne izkušnje. In enkrat je bil en intervju, ko so me sprašvali, so rekli, povejte, kako ste premagali raka. Se kar ošpice doma. A je namen, da premaguješ svojega učitelja? Rak je učitelj, to je mojster, ki te uči, da spremeniš način življenja. In ko te on nauči, če si se naučil, odide in reče, ok, bolj se naučil, grem učiti druge ljudi. Torej, čist nov pogled in ko gledam, kako danes vse temelji na preprečevanju nečesa, ja, polkadu na nebo bolj fajn, da se fokusiramo. Mi ljudje v življenju se želimo smo preveč fokusirani na to, kar nočemo, da nas bi bili fokusirani na to, kar si želimo. In vsi ti preventivni pregledi proti temu, unmu, tretjemu, četrtu, če kdo se redno hodilo, vse te pregledal, što bo eno teh stvari. V bistvu ne smeš to, ne smeš to zastruplja, to uničuje, to, ne smeš tega, ne smeš unga. Na koncu pogruntaš, da živeti v 21. stoletju že samo življenje povzroča raka.